Celična tovarna je mikroorganizem, ki proizvaja neko snov, nek produkt, ki je zanimiv za industrijo oziroma za uporabnika. Razvili smo nov pristop, kjer znotraj iste celične tovarne skombiniramo večje število lastnosti, ki so pomembne za celično tovarno. To pomeni, da imamo v bistvu bolj kompleksen organizem, kompleksno linijo, ki zmore več stvari, ki je hkrati robustna in hkrati recimo dober proizvajalec, dober producent te snovi, ki je pomembna. Prednost je v tem, da lahko uporabimo različne vire, različne surovine za proizvodnjo teh snovi. Recimo namesto sladkorjev, namesto škroba, ki se trenutno uporablja, škroba iz koruze recimo, ali pa sladkornega trsa, lahko uporabimo celulozno biomaso. Ostanke iz polj, se pravi iz slamov, ostanke koruznih storžev recimo, ali pa lesno biomaso. In zato v bistvu predstavlja potem surovino za proizvodnjo različnih snovi, od biogoriv do lahko zdravil. Torej, takšne celične tovarne bodo omogočile recimo izrabo drugih virov drugih virov surovin, na primer biomase za proizvodnjo tovrstnih substanc. Recimo, če trenutno proizvajamo bioetanol, oziroma ga v Ameriki večinoma proizvajajo iz koruze, vendar iz zrn, se pravi iz škroba, se bo zdaj lahko uporabljalo ostanek koruznega storža, se pravi zrnje se uporabi za prehrano bodisi ljudi, bodisi živali, potem ko ostanek biomase, se pravi slama, ostanek storžev se uporabi za proizvodnjo bioetanola. To je konkretno, ali pa recimo na primeru Slovenije mogoče bolj relevantno, lesno biomaso lahko uporabimo za proizvodnjo snovi, od biogoriv do bolj kompleksnih in bolj dragih snovi. Mi smo del enega evropskega konzorcija raziskovalnih skupin akademskih in industrije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo različnih snovi. In znotraj tega konzorcija pričakujemo, da bomo v letu do 2 imeli prve celične tovarne, prve celične linije, ki bi bile sposobne proizvodnje določenih snovi. V 4 do 5 letih potem bi te celične tovarne lahko v industrijskem obsegu proizvajale te določene snovi, medtem ko biorafinerije, ki pa bi omogočile fleksibilnost potem iz recimo biomase, recimo lesne biomase v Sloveniji, proizvodnjo različnih snovi, odvisnosti od potreb trga, pa je tam nekje ocena tudi glede na programe Evropske unije v 7 do 10 letih, da bi take biorafinerije lahko obstajale. Mlajši raziskovalci bi morali dobiti več priložnosti, s tem bi imeli več novejših pristopov, več novejših smernic, tudi svetovnih, ki bi lahko bile preizkušene potem pri nas in bi s tem ustvarili v bistvu preboje lahko tam, kjer jih trenutno z omejenim številom skupin, ki ima dejansko dostop do financiranja, očitno ne dosegamo.